Dober dan vsem. Poglejmo zdaj študij ulomljene racionalne funkcije, kjer je stopnja števca večja od stopnje imenovalca. Naredimo popoln študij kot za katerokoli funkcijo, ker v kakih drugih videih, ki sem napravil poenostavljen študij za racionalne funkcije. Tukaj pa je popoln. Torej, kot prvo pogledamo domeno funkcije. Poglejmo, kje se zniči imenovalec. X minus 5 je nič, torej x je 5, zato vrednost imenovalec velja nič. In torej tista vrednost ni v domeni. Torej, domena so vsa realna števila, če jim damo proč množica, ki je samo število 5. Sedaj, nekateri ne naredijo te točke, ne obravnavajo te točke, da pogledamo simetrije. Torej, če funkcije soda ali liha, in torej se zračuna zmeri f od minus x. Namesto x damo minus x in tukaj dobimo nek izraz, ki v tem primeru ni enak f od x in niti minus f od x. Če bi bil enak f od x, bi bila funkcija soda, če bi bil minus f od x, bi bila funkcija liha. Ta funkcija ni ne soda, ne liha. Sedaj, gremo naprej. Torej, presečišča z vsema se zračuna zmeri f od nič. Jasno, če nič je v domeni, v tem primeru je. Torej, f od nič, tukaj dobimo 9 petin, ki je na veca 8, torej to je presečišče z osjo y. Iščemo presečišča z osjo x, torej ničle funkcije. Torej, ta ulomek velja nič, ko števec velja nič, x na drugo minus 9 je enako nič. Torej, x na drugo je 9, torej x je minus 3 ali plus 3. Ti dve sta ničli funkcije. Sedaj napišemo predznak funkcije. Torej, damo števec, imenovalec, funkcija. Torej, ta števec je na parabolo obrnjen navzgor, ker imamo enkrat x na drugo, en je pozitiven, se zniči v teh dveh točkah, torej na parabola tako in predznak je na ta način. X minus 5 je ena naraščajoča premica. Zakaj? Ker imamo enkrat x, ena je pozitiven naraščajoča premica, ki se zniči v vrednosti 5, torej prej je negativno, potem pozitivno. Zdaj, rabimo pravilo predznakov tukaj. Označimo tudi, da v 5 funkcija ni definirana, minus 3 in 3 pa sta ničli funkcije. Napišemo, da sta ničli. Torej, to imamo. Sedaj iščemo asimptote. Prvo, navpične asimptote. Si čakamo navpično asimptoto v točkah, kjer se zniči imenovalec. Torej, tukaj 5 v tem primeru. Torej, zračunamo limito, ko gre x proti 5 od naše funkcije. Če damo notri vrednost, dobimo 16 ulomljeno nič. To je neskončnost. Torej, ko x gre proti 5, funkcija gre proti neskončnosti. Torej, imamo prav navpično asimptoto, x je enako 5. Sedaj, iščemo vodoravne asimptote, torej zračunamo limito, ko gre x proti neskončnosti od naše funkcije. Torej, pogledamo, ko x gre v neskončnost, čemu teži funkcija. Sedaj, kako se zračunate limite, se izpostavi člen najvišje stopnje. Tudi če bi imel koeficient, tudi koeficient. V tem primeru koeficient je 1, se ne opazi. Če bi imeli 2x na drugo, bi izpostavili 2x na drugo. Na ta način, ta prvi člen je zmeri 1. In potem imamo zmeri člene, kjer imamo v imenovalcu kako potenco od x-a. Vsi tisti členi grejo proti ničli, ko x gre v neskončnost. In torej, ti oklepaji grejo zmeri proti 1, ko x gre v neskončnost. Sedaj, x na drugo ulomljeno x, tukaj se krajša, nam ostane x. Torej, limita, ko gre x proti neskončnosti od x, ko x gre v neskončnost, x gre v neskončnost. Torej, tudi če bi imeli x na drugo, bi bilo neskončnost, ne? Torej, ko x gre v neskončnost, tudi vrednosti funkcije gre v neskončnost. Nimamo vodoravne asimptote. Bi lahko bila poševna, pogledamo. Sedaj, za poševne asimptote na splošno imamo enačbo y k x plus n, to je enačba premice. Sedaj, se izračuna, zato da iščemo poševne asimptote, se izračuna limito, ko gre x proti neskončnosti od f od x ulomljeno x. Kar se nam splača napisati v tej obliki za racionalne funkcije. Limita, ko gre x v neskončnosti od 1 ulomljeno x krat f od x. Če ta limita je ena končna vrednost, tista vrednost je k smerni koeficient strmina premice. Zračunamo to. Limita, ko gre x v neskončnost od 1 ulomljeno x krat naša funkcija. Sedaj, 1, če pomnožimo zgoraj, se ne spremeni. Če pomnožimo ta x od spodaj, imamo x na drugo minus 5x. Tehnika zmeri ista, se izpostavi člen najvišje stopnje. Torej, ta oklepaj gre proti 1, ta oklepaj gre proti 1. Tukaj x na drugo se uničil z x na drugo. Če bi imeli na primer 2x na drugo, torej bi nam ostalo 2, vsekakor tukaj ostane 1, torej ta limita je 1.
In torej, ker smo dobili eno končno vrednost za to limito, ta vrednost ena je prav k, smerni koeficient. Sedaj si izračunamo n. N se izračuna tako limita, ko gre v neskončnost od f od x minus k krat x, ta k, ki smo ga dobili prej. Torej, limita, ko gre v neskončnost od naša funkcija, ki je ta, minus, k velja ena, torej minus n krat x. Torej, minus x. Sedaj tukaj damo na skupni imenovalec, torej x minus 5 je imenovalec, to ostane isto, in torej tukaj imenovalec je bil 1, zato da postane x minus 5, torej ta minus x množimo z x minus 5 v bistvu. Torej množimo tukaj, in torej tukaj se uniči x na drugo minus x na drugo, dobimo tukaj, če uredimo malo, limita ko x neskončnost, 5x minus 9, ulomljene x minus 5, se naredi na isti način, se izpostavi člen na više stopnje. Tukaj je 5x, ki se izpostavi. Tukaj od spodaj izpostavimo x, dobimo te izraze, ki gre proti 1, x se uniči, nam je ostal ta 5, torej ta limita je 5. Torej smo dobili k in n, ta je bil n. K je 1, n je 5. Torej y je n krat x plus 5, y je x plus 5. Zato da mi narišemo to poševno asimtoto, se nas plača hitro dobiti dve točki, skozi katere bomo potegnili prav to navpično asimtoto. Torej se nas plača zmeri izbrati x je enako nič in ta drugič izbrati y je enako nič. Zato imamo manj računja. Ko x je nič, y je 5. Ko y je nič, x plus 5 je nič, torej x je minus 5. In torej imamo dve točke, skozi katere bomo potegnili to asimtoto. Sedaj gremo naprej. Odvod, zračunamo odvod funkcije, torej ker je ulomek, zračunamo odvod števca 2x krat imenovalec minus števec krat odvod imenovalca, ki tukaj je 1, ulomljeno imenovalec na drugo, x minus 5 vse na drugo. Sedaj tukaj gremo množiti, seštevamo in smo dobili izraz za odvod, za prvi odvod funkcije. Nas zanimajo stacionarne točke, torej maksimum, minimum, sedlo, in torej jih dobimo s tem, da postavimo, da iščemo, kdaj je prvi odvod enak nič. Torej, to je en ulomek, velja nič, ko števec je nič. X na drugo minus 10x plus 9 je enako nič. Sedaj, torej tukaj rabimo formulo za enačbe druge stopnje in dobimo dve vrednosti, 1 in 9. Torej, za ti dve vrednosti prvi odvod velja nič. Sedaj napišemo predznak prvega odvoda, damo tukaj števec, imenovalec, prvi odvod, torej ta števec je ena parabola obrnjena navzgor, ki imamo n krat x na drugo, parabola obrnjena navzgor, gre skozi 1 in 9, torej predznaki so tako. Sedaj ni važno, koliko velja x minus 5, ker ga damo na drugo, bo zmeri pozitiven. Sem ga dal noter, zato da upoštevam tudi, da kje velja nič, ko x je 5. V tej točki prvi odvod ni definiran, tam se izniči imenovalec odvoda. In prvi odvod velja nič v 1 in 9, sem označil, da tukaj velja nič. Vsekakor tukaj spravili predznakov, dobimo vse predznake. Torej tukaj funkcija narašča, pada, narašča. Tukaj imamo en maksimum, tukaj imamo en minimum. Tukaj pada vsekakor v 5, graf funkcije pretrgan, tam ni definirana niti funkcija, smo imeli navpično asimtoto za x enako 5. Sedaj, ta maksimum in minimum hočemo dobiti obe koordinati točke, ker bomo dali prav na graf, ta maksimum in minimum. Torej izračunamo funkcijo v 1 in tudi v 9 funkcijo, ne odvod, ker so prav del grafa funkcije. Torej, postavimo note tukaj vrednost 1 v funkcijo, tukaj dobimo 2, tukaj dobimo 18, torej imamo ta maksimum, ki ima koordinati 1 in 2, in ta minimum, ki ima koordinati 9, 18. Zračunamo drugi odvod, s tem da rabimo ta izraz od prvega odvoda. Odvod, torej, kako se naredi? Odvod števca 2x minus 10 krat imenovalec minus števec krat odvod imenovalca, sedaj to je sestavljena funkcija, lahko mislimo kot en t na drugo, ki odvod je 2t na prvo, torej 2x minus 5 na prvo, krat še odvod od x minus 5, odvod od x minus 5 je 1.
ulomljeno vse skupaj imenovalec na drugo. To je že na drugo, damo še na drugo, prije na četrto. Sedaj ne gremo narediti samo množenja tukaj direktno, ker bi dobili visoko stopnjo. Opazimo, da imamo x minus 5 tukaj na drugo, tukaj na prvo, tukaj na četrto. Torej lahko izpostavimo x minus 5 na prvo. Torej od prvega člena tukaj nam ostane x minus 5 na prvo. In tukaj ta izgine, ker smo ga izpostavili, ne? Torej 2x minus 10 krat x minus 5 in potem ta bo minus 2 krat ta oklepaj, ker to smo izpostavili. Sedaj, ta x minus 5 na prvo tukaj se uniči in tukaj ta na četrto postane na tretjo, krajšamo, ne? Tukaj naredimo zdaj vsa množenja, se uniči mnogo členov, 2x na drugo z minus 2x na drugo, minus 10x je minus 20x, plus 20x, torej se uniči, 50 minus 18, 32, smo dobili ta izraz za drugi odvod. Sedaj, števec je ena konstanta, pozitivna, vskakor je ena konstanta, torej ne velja nikoli nič, drugi odvod ne bo nikoli veljal nič. In torej pomeni, da nimamo prevojev. Sedaj, mi si damo, hočemo dobiti predznak drugega odvoda, zato vidimo, kje je funkcija konveksna, kje je konkavna. Sedaj, nekdo bi lahko rekel, tukaj je ena konstanta pozitivna, lahko ni treba niti dati, ne? Ja, pazite, če je ena konstanta negativna, ker morate dati, ker vam menja vse predznake. Vsekako tukaj 32 je ena konstanta pozitivna, zmej pozitivno. Sedaj, ta x minus 5 na tretjo se zdi zapleteno, v resnici ni, ker nam je dovolj, da pogledamo predznak od x minus 5, ker če je pozitiven, na tretjo je še pozitiven, če je negativen, na tretjo je še negativen. Torej, predznak od x minus 5. X minus 5 je ena naraščajoča premica, ki imamo enkrat x, torej naraščajoča premica gre skozi 5, prej negativna, potem pozitivna. S pravili predznakov napišemo tukaj predznake. Opazimo tudi to, označimo, da v 5 ni definiran niti drugi odvod, ker nam gre izničiti imenovalec. Torej, sedaj, če mi gledamo kot vidik os y, ki gre proti gor, torej, tukaj imamo, v tem predelu funkcija je konkavna in tukaj konveksna. Vsekakor je lahko, ko je minus, naredimo tako, ko je plus, naredimo tako, kot za parabole, je enostavno. Sedaj, tukaj sem obnovil vse te informacije, ki smo dobili, lahko narišemo graf. Torej, tukaj sem dal predznak funkcije in tudi, kje velja nič. Ničli funkcije, minus 3 in 3 sta ničli funkcije. Potem tukaj prvi odvod, maksimum in minimum, maksimum, ta 1, 2 sem ga dal vsem, ta 9, 18, ta minimum sem ga dal vsem. Tukaj je drugi odvod, tukaj sta enačbi asimptot. Torej, zato da začnemo risati, jaz svetujem, da začnemo prav z asimptotami. X je enako 5. Narišemo navpično asimptoto. Y je x plus 5. Zato narišemo to, smo že dobili prej dve točki. Poštevamo tisti dve točki, potegnemo premico, ne? Asimptota. Hitro potem svetujem, da nadaljujemo s tem, da urežemo proč del ravnine, kjer ni funkcije. Torej, pred minus 3 funkcija je negativna. Torej, urežemo proč pozitiven del. Med minus 3 in 3 funkcija je pozitivna, torej urežemo proč negativen del. In tako naprej. To nam zelo pomaga pri risanju grafa. Jasno damo ten maksimum, minimum, ne, ničle. In sedaj lahko narišemo, eden ne bi znal, od kje začeti, svetujem, da začnemo risati iz navpičnih asimptot. Torej, graf pride od sem ne mora priti, ker tukaj ni funkcije. Pride od sem in tukaj je ena ničla funkcije. Sedaj, tudi tukaj je ena ničla funkcija, tukaj je en maksimum. In torej lahko naredi samo tako. Sedaj, tukaj se bo približal asimptoti. Nekdo bi lahko rekel, naredi kaj takega, ne, ker bi imeli en drugi maksimum, ki ga nismo dobili. Torej se približuje tako direktno asimptoti. Sedaj, na tej strani pridemo od sem, ker od sem ne moramo. Ta je en minimum, smo ga dobili, ne? Torej, tukaj nimamo možnosti, ne? Ta je minimum, tukaj se približujemo tej asimptoti in tukaj se približujemo ostali poševni asimptoti. Tako smo dobili graf. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala!